Spoštovane tovšice in tovariši, gospe in gospodje, drage Ljubljančanke, Ljubljančani, drage borke in borci, poseben pozdrav in zahvala gre partizanskemu pevskemu zboru, našim prapoščakom, Slovenski vojski in Slovenski policiji. V tem uvodnem delu s ponosom in veseljem pozdravljam prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana. Dobrodošel. In bodočo in prvo predsednico Republike Slovenije, Natašo Pirc Musar. Dobrodošli. Zbrali smo se na kraju svetega spomina, na kraju opomina. Tu ležijo trupla mnogih Slovenk in Slovencev, ki so bili krivi samo zaradi ene zadeve. Podpirali so partizanski boj, želeli so živeti na svoji zemlji, govoriti svoj jezik in imeli so za soseda domobrance, ki so jih pripeljali na ta sveti kraj, izvedensko mučili in tudi pobili. Med temi žrtvami je tudi oče mojega tasta ali dedek moje soproge in te zgodbe, ki pripoveduje, kako sta z mamo iskala svojega očeta in moža, so nekaj, kar si ne moramo zamisliti. In ko govorijo tisti, ki pravijo, da so se domobranci, ki so bili na strani okupatorja, borili za svojo domovino, in sporočam z tega svetega mesta, naj pridejo tu na Urha in naj nam razložijo, zakaj in kako ne spremenimo našo sveto zgodovino. Mi moramo vedeti, da so Titovi partizani in partizanke bili na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. In kot opomin, naj se nikoli ne bi ponovila bratomorna vojna, smo imeli pred 30 leti na področju naše bivše skupne države. Danes je ta vojna v Ukrajini in življenje se obrača na slabše. Čaka nas energetska draginja, prehrambna draginja, tudi ekonomska kriza, ampak mi verjamemo v boljši jutri. In zato, da dobimo boljši jutri, smo odgovorni vsi tu, ki stojimo, in vsi naši, ki sodelujejo skupaj z nami. Aprila meseca smo pokazali številno udeležbo 70% na volitvah, kako državo hočemo. Da hočemo državo demokratičnih načel, da hočemo državo, ki spoštuje vsakega človeka, ki spoštuje pravno državo in da želimo živeti v miru. Takrat smo pokazali mračnim silam, tistim, ki želijo preoblikovati zgodovino, da nimajo prostora v vladi in imamo novo vlado, za kar sem jaz osebno izjemno srečen in ponosen. Ampak ta naša dejanja, naš pogum, da gremo na volitve, naša pravica in obveznost, da odločamo in povemo, kaj želimo, imamo to srečo, da nam ni treba tega delati z orožjem v roki, ampak le s svinčnikom v roki in odhodom na volitve. 13. nas čaka volitve za predsednico oziroma predsednik. Imamo dve osebi, ena, ki se skuša prikazati, kot da do včeraj ni živel, pa da ni bil eni čudni stranki, ki prenaša trpljenje v to domovino, ki uničuje javne medije, ki dokazuje pravico solzivcem in vodnimi topovi na ulicah glavnega mesta. In imamo drugo osebo, katero bom jaz tudi volil, ki spoštuje človekove pravice, spoštuje vsakega človeka, spoštuje pravno državo in to tudi zagovarja in bo zagovarjala. To je njena zgodovina. Mislim, da tu na Urhu dileme ni, da vem, kako se bomo odločili, zato je moj poziv, pojdimo na volitve. Vem, da je naporno, kajti teden zatem imamo lokalne volitve in še teden zatem referendume in tudi to sem prepričan, da bomo šli na referendum v velikem številu in pokazali, da želimo imeti nacionalno televizijo tako, ki spoštuje novinarje, ki jim da pravico, da piše o tem, kar mislijo, ne pa da jim nekdo diktira. Vse to so sporočila z Urha, tistih, ki hodimo vsa ta leta.
Tu na Urhu, mi, ki smo rojeni po drugi svetovni vojni, smo preživeli različne vremenske prilike. Od dežja, toče, snega. No, danes nas je dočakalo sonce. Sonce, ki bo pokazalo, kaj si želimo tudi na volitvah 13. novembra. In moje sporočilo z Urha še enkrat ponovno, posebej v današnjem dnevu, da dokler bo to vodstvo mestne občine v Ljubljani, ne bo domobranskih spomenikov. Zaključil bom s tem, da živimo vsi skupaj, tudi tisti, ki so imeli prednike na strani okupatorja. Ampak to ne pomeni, da dovoljujemo spremembo naše zgodovine, naše svetle zgodovine. Jaz sem hvaležen in ponosen na Titove partizanke in partizane in Ljubljana, glavno mesto Slovenije, mesto heroj, bo to svojo ponižnost in spoštovanje do naših partizank, partizanov, do njihovega tovarištva, do njihove socialnosti, solidarnosti ohranila tudi v svojem genu tudi naprej. Torej, spoštovane tovarišice in tovariši, sporočilo z Urha, ohranimo to našo lepo domovino na svetli strani, tudi za bodoče, in vse čestitke čez en teden oziroma 10 dni, ko se zaključijo te volitve, se bomo zbrali skupaj na ulicah mesta Ljubljane in to proslavili. Lepa hvala in pa v spomin žrtvam, nepotrebnim žrtvam, ki so jih domači izdajalci skupaj z okupatorjem tu poklali, pobili, ampak omogočili so nam, da živimo v naši prelepi, svobodni, neodvisni Sloveniji.